Lepo pozdravljeni. Teden je okoli in spet je tu odmev tedna. In to tedna, ki je bil zelo, zelo zanimiv. Dogodke komentirava z našim stalnim komentatorjem, torej dr. Andrej Perko. Lepo pozdravljeni, gospod Perko. Pozdravljeni. Zdaj seveda ta, bom tako rekla, velikonočni teden, na nek način pred velikonočni je seveda minil tudi v času po volitvah, zato je še vedno čas, da pravzaprav komentiramo te volitve. To, kar se je dogajalo ta teden, je bilo iskanje neke koalicije, seštevanje, odštevanje, mogoče množenje, deljenje, mogoče podkupovanje. Torej, prva stvar, povejte mi, kako vi komentirate, zdaj, če verjamemo statistiki, da so starejši ljudje, upokojenci, mogoče pretežno ženske, to je seveda narejeno na podlagi teh zunanjih meritev volitev, in pa mladi na drugi strani popolnoma različno volili, pri čemer so starejši podprli Gibanje Svoboda, mladi pa SDS. To me preseneča, ne? Ja. Doživljamo kot je velikonočni čas, tudi pasijo, naša družba v nekem smislu. Ne? Kako to res je bilo prav začudeno, pa še zdaj težko človek to razume, ne? Zdaj, kako to razložiti, ne? Da starejši bi po zdravi logiki in pameti razmišljal, da bi ravno obratno bilo. Ne? Ker glede na to, da kot mladina ne bi bila tako zainteresirana za politiko in tako naprej, ne? Da živijo v nekem svojem svetu, tudi tako kot Galimberti piše, ne? Da pravzaprav prihodnost za njih predstavlja neko pravzaprav grožnjo, ne pa priložnost, da glede na družbeno klimo, ki vlada ne samo pri nas, tudi v celotnem zahodnem svetu. Ne. Ampak potem sem bral eno zanimivo knjigo, ravno v rokah od Christos Yanaras. To je grški filozof, Proti religiji naslov te knjige. In v prvih straneh piše ravno nekem, zakaj približno, da se človek lahko razloži, ne. Starejši, pa sploh ljudje, predvsem pa starejši, pa tudi že zreli ljudje, zakaj se podrejajo pravzaprav nekem avtoriteti? Naprimer, vsej oblast je avtoriteta, tudi Golob, Gibanje Svoboda, v končni fazi je to neka, in na drugi strani desnica, ne, v narekovaju desnica, Janša in tako naprej, je neka avtoriteta, in zakaj se ljudje podrejajo pravzaprav temu? V zadju je, pravi on tako, nevedenje. Je pogoj za to, da se človek pravzaprav podredi neki inštituciji, neki avtoriteti, če hočete, in sledi slepo. Se pravi, tudi ideologiji, ne? Gre pravzaprav za ideologijo v nekem smislu. Ne? In kako to, ne? Zaradi tega v zadju je pravzaprav, da lahko vso odgovornost preneseš izven sebe in nobene odgovornosti ne nosiš. Ne? In te to zaslepi. V končni fazi, je pravzaprav to, preneseš svoje odločanje, svoje pravzaprav, svobodo v narekovaju, na neko inštitucijo, kot je lahko to oblast, vodilna stranka kot Svoboda ali na drugi strani SDS ali katerakoli, in ni treba popolnoma nič razmišljati. In nobene odgovornosti nimaš. In te zaslepi to. In pravzaprav ta njihova agenda postane tvoja eksistencialna potreba, pravzaprav nujnost, da si pripadaš nekomu in se zliješ z njimi. Da je psihološko gledano in izgubiš svojo osebnost kot takšno. Si zlit, se identificiraš s vsem tem in seveda potem doživljaš nasprotnika kot največjega sovražnika. To je ta polarizacija v Sloveniji. In ravno starejši, kako to, da gredo, ali res ne. Pa najbolj so na udaru v končni fazi. Ja, upokojencem je pobral pokojnine. To je ta način, psihološki način pripadanja, neki, samo da ni Janša še vedno zelo živo, čeprav so rekli, to ne bo dovolj letos. No, sej ni tako kot pred 4 leti, ampak kljub temu, samo proti. In to je ideologija. Tukaj ne gre za razumski razmislek. In starejši očitno smo oziroma so še vedno malo vezani na bivšo jugo. Vse najbolj krepenimo in najbolj vandrat hodimo v Dedinje in v Kumrovec pravzaprav Slovenci, če prav vem, če so pravi podatki. Tako da smo noben drug narod bivše juge ni tako zavezan
bivši Jugoslaviji in temu režimu, komunističnemu, socialističnemu, ki pravzaprav bil katastrofa. In mi nekako hrepenimo in zdaj pravzaprav poveličujemo, kako je bilo včasih vse krasno, lepo in vsi smo bili enaki in vse je bilo idealiziramo ta čas in vse v končni fazi, vse starejši pravzaprav malo idealiziramo to našo mladost, pravzaprav, kako je bilo včasih vse boljše, krasno in tako naprej, in smo malo nekritični. Je pa res, da starejši potem pričakujejo, tako se slišimo, država mora urediti, država naj da, država naj uredi, očitno so mladi, pa bolj se zavedajo, da morajo to pobudo prevzeti sami, ne? Ja, seveda, se tudi v končni fazi niso odvisni od teh večinskih naših medijev, kot so časopisi in tako naprej, ki je se ve kako in kaj, in RTV, ki je očiščena in tako naprej. In oni so pač na drugih platformah in tukaj spremljajo tudi drugačne informacije. Tudi tisto, kar ni povedano v javnih medijih, da se v končni fazi problem je v tem, da tudi v psihologiji in psihoterapiji, da ni važno tisto, ni toliko pomembno tisto, kar klient pove, ampak tisto, kar je zamolčal, tisto je pomembno. In tukaj je ravno ta princip tudi, zamolči se tisto, kar je silno pomembno. In so indoktrinirani. Ampak glejte, je pa zanimivo, da Gibanje Svoboda, ki ima mlajšega predsednika, kot je Janez Janša, tudi manj časa je v politiki, oziroma dobro, bil že prej, ampak tako, da bi vodil vlado, je pa vendarle SDS tista stranka, ki pa potegnila mlade. Kako je to? Ja, hvala Bogu. Hvala Bogu, to še neko upanje daje. Se pravi, mladi imajo tudi nek drugačen pogled, mladi so tudi revolucionarni malo v nekem smislu, veste, in tudi je prav to. Njihov mlad človek mora spremembe, mora težiti k spremembam. To je njegova naravna položaj, naravna logika. Starejši pa konzervativen. Ne more, veste, če je mlad človek konzervativen, je nekaj narobe. In če pa star človek konzervativen, je pa tudi zelo, če je pa star človek liberalen, se pravi, da revolucijo zganja, je pa tudi nekaj narobe. Se pravi, tukaj se ta vrednotni svet se zamenja, z leti se menja in tako naprej. In te mladi očitno, se niso več so prebrali pravzaprav blefiranje svobode. Hvala Bogu, ker imajo tudi, ko se pravi, tudi komentatorji govorijo predvsem o tem, da imajo druge vire informacije in so na tem živijo, ne več na televiziji, ne več na časopisih, kot vemo, mladi so na tem platformah. No, so pa zdaj seveda se nadaljevali ta teden tudi očitki glede nepravilnosti pri teh volitvah. In sicer, recimo, zdaj Janez Janša je spet podal ugovor, oziroma stranka SDS. Zdaj štetje glasovnic iz tujine. Takole je rekel Janez Janša, da je rekel, poglejte, Šentjož, Dobrova, Polhov, Gradec, od koder je čez lužo odšlo ogromno Slovencev, ki ne volijo levo, in dobili so pa recimo Gibanje Svoboda 28%, Levica 18%, Nova Slovenija 4% in SDS 18%. To se pravi, glejte, vem iz statističnih podatkov, da je prav v Horjulu oziroma v tem področju je bil, ali pa Šentjož, recimo, bil prvi otrok rojen šele leta 1955, ker so pobili vse moške. Zdaj, Janez Janša se tu sprašuje, kako je to možno, in seveda ugotavljajo vsi, da Argentina ali pa določena področja sploh niso dobila glasovnic. To se pravi spet neko veliko zavajanje, neka laž. Kaj to je res, ali niso dobila, ampak je pa čudno, da Svoboda in pa Levica dobi toliko glasov, da je z tujine, se pravi od ljudi, ki so pravzaprav bežali pred tem režimom, se isti režim, ampak pravzaprav poveličujejo še vedno, da je NOB nekritični do vseh teh pobojev in tako naprej. To se pravi, da je res nekaj čudnega. Ampak zdaj pa, lejte, dokazov pa ni, Ampak vendarle, bilo je 24 volišč, ki so bila nezakonito oblikovana za predčasno glasovanje. To bagatelizirajo. Se vidite, 40 sodnikov. Kakšen je odziv. Se pač naša država tako funkcionira, ta hipa, ko govori Janša o ugrabljeni državi. V nekem smislu seveda, lejte, se vemo, kako je z ustavnim sodiščem, vidite, kako je,
Lete, tukaj je težava, tukaj, ne, v naši deželi je težava in dokaj se to ne bo prečistilo, bo tako, ne, da Bog pomaga. Bog pomaga, jaz tudi verjamem, dobro, ali levo, ali desno, ali Svoboda, ali Janša, ampak če bi Janša prišel zdaj na oblast, in ko bo prišel, jaz pričakujem, ne, da bo drugi dan se bo ulica zgodila. Ne? Ker Bog pomaga, da to je vse prepleteno, vse to čiščenje ima posledice. Ne? In ljudje pa tako ne razmišljajo, kot smo že prej govorili, da niso kritični do teh stvari. In pogledajte Severno Korejo. Ne? Ja. Takšno nasilje, ali pa kakšne druge države tudi. Ker je prav kakšna demokracija, ne bo hvala, gre res ne za nekaj neverjetnega. Ampak kako je narod pripaden temu. Ne? Se spomnim, da je tako malo kot anekdoto, malo za hec. Moja žena je z Krasa, Verena, in blizu meje, ker so seveda že takoj po vojni se bila huda revščina. Pa logično, ne sam tam pa še toliko bolj, pa še pod fašizmom so bili in tako naprej in so bili res prizadeti in še danes je ta sentiment pravzaprav prizadetosti se čuti v Primorcih. In logično, da jim je to vse, kar diši, pokaj, in jih je pravzaprav komunizem rešil, narekovajo. Ampak hodili so čez mejo prodajati jajca, meso in tako naprej, še v bivši Jugi so švercali čez in tako naprej, se s tem malo obmejne prehodili, so preživeli. Ja, ampak, kako so imeli pravzaprav očiščene možgane, indoktriniran, kako so bili. Se spomnim, še stara mama, se pravi mama od Verene, tašča, je rekla, sigurno te Italijani, seveda so bili toliko maltretirani od njih, ampak tam je vse narobe. Hodili so čez, gledati, kako živijo tam, kakšen standard imajo, prodajali zato, da so tukaj jajca in vse skupaj, ko sem omenil, da so preživeli. Ampak, indoktriniran tako, tam se bo ravno kar vse zrušilo. In mnogi, ki so bežali, bi radi prišli nazaj k nam, ampak ne bodo prišli. To je, in to, veste, Italijani, to je grozno, veste, olje delajo iz kravjih parklov, pa se takšne. To so govorili. To so govorili, veste, ampak to je vse doktor, in smrtno resno tudi to miselni, razmišljali, čeprav so situacija, ki so jo videli, objektivno, popolnoma drugačna. Ne? Ampak upravni možgani. In tukaj gre tudi v nekem smislu, narodu se perejo možgane. Vsi narod, veste, kot vedno pravijo, narod ima vedno prav. Ja, seveda se odloči narod kot takšen, ampak nikoli nima prav. Nikoli nima prav, v nekem smislu, veste, ker tukaj gre za očiščenje, za ideologijo. In tukaj masa ne razmišlja, se o tem smo že večkrat govorili. Masa skuša dobro živeti, v narekovaju, dobro živeti, brez vsake odgovornosti, ko so prej govorili in tako naprej, po liniji nemanjšega odpora, se ni pripravljena niti malo potruditi, niti razmišljati. In tukaj takšno maso lahko človek indoktrinira, pelje kamorkoli hoče in celo vidi, dejansko objektivno vidi, ampak se me ga ne dotakne, ne verjame. Del te usporedne realnosti je seveda tudi zdaj ta zamisel Roberta Goloba o vladi narodne enotnosti. Pri čemer 1/3 volivcev izključiš, čistiš janšiste še naprej, z njimi. Torej, kaj se dogaja temu gospodu? Zdaj ne bo, kljub temu verjetno, saj ni neumen, je bister človek, pustimo zdaj osebnostno strukturo. Ampak tudi če bo dobil možnost vladanja, mu ne bo lahko, tudi Golobu in zamenil ploščo. Logično. In zdaj narodna enotnost. Še en teden prej upije nekaj drugega, kako smo najbolj uspešni, kako smo krasni, kako prosperiramo. In zdaj pravzaprav prihaja kriza, ker čez en teden bo pa kriza. Njegova kriza se ne prihaja. Ja, seveda. In tukaj bo treba, če bo hotel še vladati naprej, mora zdaj nekako najdete nek modus preživeti, modusa. In se pač začel na to. To bo tudi sedlo ljudema, veste, ker bodo potem zopet krivi, v narekovaju, za krivce, za
grešnega kozla poiskali, se pravi, ali zdaj NSI za ta trojček, ki ne želi sodelovati, oziroma potem je lahko tle Logar, ki ne bo sodeloval in bo zopet, se pravi, ne bodo krivda na njemu, na Svobodi, na njihovem polju, ampak ga bodo lansirali v tako, kot se je zgodilo pred volitvami, ko se ne govori o teh prisluhih o vsebini, ampak o tem, da je to nezakonito bilo samo v tem. Povejte nam, v kakšni stiski so zdaj tisti, recimo, ki zdaj lahko beremo, ali pa seveda jasno, to sledi, to so pritiski na ljudi, še predvsem tiste, ki so zdaj prvič v politiki, recimo iz stranke Resnica, ali pa tudi pri demokratih Anžeta Logarja, ne vemo zdaj, kdo je kdo, kako se bo obnašal. V kakšni stiski so ti ljudje, ki se jim nekaj ponuja? Na eni strani zdaj, če sprejmejo nekaj, bo grozen odziv, na drugi strani vsak bi bil v vladi, pa bi mogoče kaj vzel. V kakšni stiski so? Kaj bo prevladalo, ne vem, kaj bo prevladalo, kakšni ljudje so to? Kakšne moralne čuti imajo, kakšno strukturo moralno imajo v sebi. Ali bodo zvesti pravzaprav volivcem, kot temu rečemo, oziroma temu, ali bodo pač se dali prodati. Ampak gledajte, kot človek dobi malo možnosti, in ko v tem egoističnem, narcističnem svetu, ko živijo, potem gleda samo za lastno korist in lastne cilje. Ja, ampak recimo tudi gospod Ciril Pucko, ki je bil v takem položaju, je bil tudi v stiski. Potem kasneje. Ja, verjetno, da mu ni prijetno verjetno. Biti na nek način nekdo, ki prestopi, ki je izdajalec. Da seveda ni prijetno, da se mora tudi soočiti, ampak se človek, veste, če nima tega moralnega čuta, se ga to ne dotakne. Če nima občutka krivde, nekje, da dejansko jo nima. Ne pustimo zdaj, da je to obramben mehanizem, da se prav človek se odbija od sebe, ne prizna, ne vidi, potlači ali kakorkoli. Ampak če imaš če pa nimaš, čeprav si pa mejna osebnostna struktura, kot temu rečemo, te kapacitete sploh nimaš. Vseeno, kaj govori o tebi. No, se tudi Anže Logar se je znašel v nezavidljivem položaju, ker ni bil izvoljen. Neka četica njegova je v parlamentu, lahko dela karkoli, je na udaru. On pravzaprav ni zraven, lahko pride na sestanek, ampak to ni to. Ja, seveda, da je malo nevarno, ne vem, kakšen človek je, da ne poznam, niti samo to. Koliko bi, na primer, se dal pregovoriti, edino tako lahko, da z minister postane, da ostane v tem, ima neko vlogo in funkcijo, da ga tukaj kupijo, da jaz verjamem. Upam, da ne, ker to pomeni, da verjetno res potem čez 4 leta je to politični samomor, verjetno, predpostavljam. Torej, kaj vi napovedujete? Bo leva vlada? Jaz ne vem, to bi uvedeš lahko. Ali bo, kakšni prestopi in bo in tako naprej. Kakršna vlada, se zdaj v končni fazi so vseeno, ali leva ali desna, jih bo težko. Ker je, se spomnite, to bo zelo težko. Pa po eni strani je to kar v redu, da se ta norost te prevlade Svobode in pa levice, da se je nehala. Ker so lahko sprejeli karkoli so hoteli, še takšne neumnosti in tako naprej. Proti zdravi logiki, ker se vidijo. Ampak je bil to Valar, ki je valjal vse pred sabo, zdaj tega ne bo možno, ali je zdaj Janša, ali je, saj ne vem kdo, ali tako naprej. Ampak ni pa dobro, ker je pač nekako, ni možno pa nekaj sprejemati. Ampak, veste, dobro bi bilo, da je desna zadeva, zaradi tega, ker se je dogajalo z leve strani. Zdaj jaz ne verjamem, ko spravi ta pregovor, da volk dlako mena, čudi pa ne. Se pravi, če pride zdaj Svoboda, se pravi Robert Golob, kot premier ponovno, on kot človek ni nič drugačen. Vse to, kar zdaj ponuja, se pravi neko pomiritev za narodno enotnostjo in tako naprej. Kozmetično olepšano. Razen seveda Janša, lejte, kaj to pomeni. Tudi ne verjamem, da bi on kot takšen, da bi ta vlada zdržala leva. Ker on, če bo to vodil, glede na to, ko ga poznamo po njegovem vedenju, jaz ga drugače ne poznamo, dvomim, da bo zdržal, da bo se prilagajal, ker ta človek se ni, do zdaj je dokazal, se ne zna prilagajati, ali je po njegovo ali pa ni. To je ta način funkcioniranja in tukaj bo pa en kupenih možno nekih kompromisov potreba, da bo nekaj treba spraviti, če se pa ne bo možnosti,
Ne bo možnosti, če jih 46 pa 44, naprimer. To bo težko. Tako da verjamem, da vprašanje, če je res, da je vse to bolj predstava za ljudstvo, kot pa kaj se pa v zadnjem res dogaja. Ali je res takšen velik interes, da Svoboda oziroma Levica ali Robert Golob vodi to vlado, ki je takole pravzaprav v nekem smislu razdeljena pol, ker ni večine, ker ne bo mogel vehementno speljati stvari, ki si jih zamislil oziroma mu jih dirigiral v zadju in tako naprej. To jaz na njegovem mestu si tega ne bi želel. To je res, ja. Zato je toliko pomembnejše vprašanje, zakaj v Sloveniji ni več pogumnih posameznikov, recimo podjetnikov. No, eden med njimi, dr. Aleš Štrancr, ki je tudi lastnik tega medija, kjer nastopava zdaj, si pa upa, v osnovi. Lejte, zdaj tako je rekel, zdaj, ker ste ravno psiholog, pa večkrat komentiramo to temo, med drugim, pravi, sedaj je čas, da najavim desno konzervativno gibanje na temeljih misleca Roger Vernona Scrutona. Prvi cilj, boj proti korupciji, boj za znižanje davkov, kajti višji davki so več korupcije, boj za suverenost ter samostojnost Slovenije, boj proti LGBT in volk norostim, ki nam jih vsiljuje Bruselj ter nemška EPP, to se pravi Ljudska stranka. Zdaj poglejte, mislim, kaj je zdaj s tem, a smo res zapadli v to, da je moral celo podjetnik v bistvu tole predlagati. Kaj je s to našo politiko, da politika ne uresniči, se vsi vemo, da je to narobe. Ja, lejte, to je ta prebojenska ideologija in pa LGBT in tako naprej, Ste ga bom rekel, kot sem prej se že pogovarjal, Aleš Štrancr, kolikor je prodoren in kolikor je lahko moteč, ni pa nevaren ta hip. Ta hip oblasti ni nevaren. Kot je Janša, naprimer, ko se boji, kdo bo zdaj prevzel oblast v deželi slovenski. In nekako mu dopuščajo te stvari in malo ga diskvalificirati skušajo, ampak ni to neka resna zadeva, tako resna nož. Tako kot, naprimer, da se konča sodišči, se konča v zaporih in tako naprej. Kot se je že dogajalo in se še dogaja. Zaradi tega mu nekako dopustijo še tole. Če bi pa nevaren za oblast, potem pa vprašanje, kaj bi bilo. Kakšne afere bi se iznajdle in tako naprej. To je enega normalna, pravzaprav, kot zrel, normalen človek, zrel človek, politiko, je popolnoma jasno, ta Scrutonova pravzaprav filozofija in razmišljanje in tudi Zahod, zakaj pravzaprav v nekem smislu se dogaja, kar se dogaja, ker je vse to prišlo na površje, da je zdrava pamet, je ni več, se pravi, vsa ta gibanja, vse te teorije, vse te so protirazumne v nekem smislu in proti življenju. So pravzaprav usmerjenost v neko nekrofilno, ko smo že govorili o tem, usmerjenost v smrt, v propad. In to v nekem smislu, v duhovnem smislu bi rekel tako, da je zlo tisto, ki prevlada to dobro, sveto, svetlo v tem in dobiva to moč. In celoten zahoden svet je talc vseh teh teorij, vseh tega načina razmišljanja in Bog var, da on si upa, pa nekateri si še upa, večina ljudi, pa si ne upa niti, čeprav razmišlja tako, kot mi da zdaj govoriva, kot razmišlja tudi Štrancr, vendar si ne upa tega povedati na glas, ker je lahko odvisno od njih potem njihova kariera, službe in tako naprej, diskvalifikacije in tako, Otroci so še tukaj, ki treba na njih skrbeti, treba preživeti družino. In pač se na zahodu se vidite, kaj se dogaja, od Oxforda naprej, in pa zlasti Kanada, in pa tudi zdaj Amerika ne s Trumpom, ampak Kanadi pa ljudje, ki na glas povedo in so proti vsem tem norostim današnje moderne, postmoderne družbe, izgubijo službe, jih diskvalificirajo. Znameniti filozofi na Oxfordu ne smejo predavati, ker se tudi ta mlada generacija upre, ker drugače razmišljajo. In se ne sme drugače razmišljati, tudi danes ne sej. Ljudje, ki drugače razmišljajo, ne pridejo več v medije, naprimer, to sem že enkrat rekel, Boštjan Eme Zupančič, pa tudi Petrič, da je ta naš starosta slovenski. Ali še kdaj vidimo ga na TV1, da bi komentiral neke dogodke?
Ja. In ne, se pravi, so izrinjeni, ne, na ta način, ne, da ne pride njihov glas sploh do ljudi, ne, in se forsira samo to. In če nisi z njimi, če ne tuliš v isti rok, te ni, te zredirajo, nisi več zraven. Ne, to je ta tragika, da niti svojega mišljenja več ne smeš imeti, ne da si proti, pa sej, kdo je proti homoseksualcem, ne? Ker tudi meni pravi, da sem homofob, pa mizogin slomen, da je tako naprej, traparija. Ampak imaš pač svoje mnenje o tem in ga imam so pravico imeti, vendar ga ne smeš imeti več. Ne? Če hočeš, pravzaprav, karkoli še, ali ne zgubiti službe, ali nekaj tako naprej, prosperirati. Tudi na naši fakulteti se čistke delajo, ne samo na Oxfordu, so znameniti filozofi morali, pravzaprav so zgubili službe. Pa s Petersonom, kaj so počinali, ne, Jordanom Petersonom in tako naprej. Tudi v naši fakulteti, ne bom imel, ampak nek znan Slovenc, ne, športni psiholog, je izgubil službo kot predavatelj. Najdel so pa seveda nek razlog, da ima še zraven privatniki dela in tako naprej. Ne? In je izgubil. Ampak glejte, ker je pač na desni tudi listi, sploh ne sme govoriti. Ne smeš. Ja. Ampak povedali ste nekaj zelo pomembnega. Ne? Recimo, doktorju Štrancarju pustijo, ste rekli, ker nikogar ne ogroža. Zdaj vprašanje je, koliko on ogroža desne stranke. A vidite, tukaj se je on pravzaprav na nek način uprl tudi EPP-ju, Bruselj, Nemška ljudska stranka. Ne? Koliko on ogroža naše desne stranke? Mogoče mu zato pustijo, ker slutijo, da on večkrat najeda to homogenost desnih strank. Je kritičen tudi seveda do desnih strank. To sem slišal tako po ljudeh, ki so blizu njemu, da pravzaprav je približno to, ko je boj za oblast, ni važno, kdo je, ali desno ali levo, se dogajajo manipulacije in tako naprej. In ni vse zdaj, desna stran je zdaj samo dobra, čista, krasna in tako naprej, leva pa je tista, ki je pač, kot zdaj, če tukaj ne govorimo, ali pa obratno se vseeno. Veste, človek, ko je enkrat oblast, to je silna moč, silna in takrat ljudje, se je star pregovor slovenski človek, da je malo oblasti in boš videl, kdo je. Takrat se izkaže, kdo je, kakšen človek je res v resnici v zadju, ko ta oblast ljudje, človek postaja popolnoma drugi ljudje. Pravzaprav nekaj neverjetnega, kako jih ta moč, pravzaprav to kot po Adlerju, ta težna pomoč, ta oblasti, kako ga spremeni lahko čez noč človeka. Torej, ali mi potrebujemo konzervativno gibanje? No, vsej bi ga nekje mora že imeti. Mislim, vsej to, kje smo? Naj bi bil konzervativno gibanje za to ljudsko stranko, ki je zdaj ponovno, kmečko stranko in tako naprej, ki je že bila včasih, s podobniki in tako naprej, pa se potem to z oblastjo se razsulo, so se začeli med sabo, kdo bo, kaj bo, kjer bo prišel gor, in tako naprej. Ta moč, težna pomoč po oblasti jih je pravzaprav uničila v nekem smislu, ne bi že imela, ampak očitno ali rabimo še eno, res bi rabili res eno žlahtno, kot je rekel bivši predsednik Kučan, žlahtno desno stranko, stran. Sam tega, koliko je to možno v takšnem majhnem narodu, kot smo mi, da smo že tako razsuti, razcepljeni, že enkapenih stvari, koliko je možno, da to res se razvije v neko takšno zdravo gibanje, zdravo stranko, res z nekimi osnovami in da res na teh osnovah potem tudi gradi in ostane, da ostane, da po kmečko rečeno, poštena. Veste, da se ne da zmanipulirati z denarjem, z položaji in tako naprej. Se tudi Rogerja Scrutona, na katerega se naslanja in ga tu citira, so tudi zelo napadali v medijih. Čeprav je on napadal tudi našega Slavoja Žižka in je prav na primeru Žižka razložil, kaj pravzaprav dela levica, kako besediči, kako so to neke prazne besede in da je treba gledati pravzaprav, kaj je vsebina teh besed, v bistvu nič, ustvarjanje nekega cirkusa. Ja, seveda se je. Skruton je bil zelo, da se ni bil edini do Žižka zelo kritičen, tudi kakšni drugi slovenski znani filozofi, da so dokaj kritični do njega, ampak on je zvezda, zvezda v filozofskem našem prostoru, pa tudi na zahodu in tako naprej, je zvezda, ampak je predvsem zaradi nastopa, zaradi njegove ideje, vse kar dobro, ne bom se v to spuščal, nisem filozof, ampak se spomnim, da je en filozof je enkrat rekel, da je njegova problem Žižka je v tem, da hitrejše govori, kot misli.
Ne? Dobro, tema. Dobro, ne. Ta gostobesednost in tako naprej, potem počasih verjetno je in nastop je krasen, ampak vprašanje pa res, kaj je v zadju. Človek niti ne pomisli potem. Ja. Torej, dobro. Mislite, da je v zadju denar? Ne, tudi v tej predvolilni kampanji je Žižek nastopal. Ne? Ja, on je svaril, on je spet bil baba Vanga, tako kot Kučan, kaj bo, če bo in tako naprej. Ne? Ja, lejte, to je pač, ne vem, kako to. Neresen filozof tega ne bi počel. Se pravi, se distanciraš od teh stvari. No, zdaj glavna tema, ne, ki je bila na sporedu en teden pred volitvami, je bila seveda korupcija. Ne. Prišli so ven posnetki odvetnice Nine Klemenčič Zidar, govorila je župan 10%, potem smo videli druge posnetke, koliko naj bi ukradla ministrica Bratušek, pa kako Zoran Janković ne pride na sodišče, pa cela piramida te ugrabljene države od Kučana, Jankovića do Goloba. Torej, zakaj o tem ne govorimo? Ja, saj ste videli, kako je prišlo, ne? To se vse ve, narekovajo, da vse ve, vendar pa nekako, kaj sem že rekel, ne, narodu, kot takšnem Slovenci, sploh smo en poseben narod, malo zatovčeni bi človek rekel, da po sistem pregovoru tiho bodi ob strani hodi, da gledajo tla in boj se Boga, ne, malo nimamo te energije, veste, ne, prebojne energije zaenkrat, in še vedno ne gre zelo dobro, kljub vsemu. Narodu, kot celota, nam še ni hudo. Ko bo zelo hudo, ko bo težko življenje prišlo, potem bo prišlo do premika, prestopa in tako naprej. In ko sem že prej rekel, vse ljudje ne razmišljajo. Zdaj razmišljajo v smislu ideologije, čustva, ne? To je Janša se zmišljal, to je njegovo. Ne? On je to, spet Janša, ne? Ja, točno to. Se so samo Janša v Sloveniji. To je Janša, glaven krivc, glavna krivc za vse je Janša. In tukaj ta moment potem prevlada in to natančno vedo svoba leva stran, kako je treba te stvari pod preprogo pomesti. Popolnoma drugo, se pravi, ne govori se več o vsebini, ko govorimo o tem, kaj je bilo, ker se v neki normalni državi v tistih momentih pozapret, pa potem procese speljati, da se ve kaj je. Na letališču počakati. Se govori o nezakonitosti prisluškovanja. Seveda je nezakonito, ok, ampak če to... Ampak to ni bilo niti prisluškovanje, to je bilo samo snemanje. Ja, dobro. Ja, to je... Vse, zdaj že Izraelci so nam Mossad zdaj v zadju, pa ne vem, kaj bo slušali, pa ne malo za vlese preveč, ampak to pač pali. Ampak gledajte, na plodna tla. Vprašanje je, kje je tem osebam, kje imajo pamet, ne? Razumete, a so res se počutijo tako nedotakljivi, ali je to tujina to naredila, London, Dunaj, pa smo v tujini, pa lahko delamo, kar hočemo, ampak kje jim je pamet, da za krožnik makaronov grejo govoriti te stvari? Pa to so neki intelektualci. No. To niso intelektualci. Človek, če ima izobrazbo, še ne pomeni, da je intelektualc. Je lahko zelo butasta, veste. Jaz poznam mnogo ljudi, ki jim škodje izobrazba, narekovajo, pa dobro, pustimo zdaj to, to še ni garanta, da bo v tem človek bistvo, mislim, da bo tudi intelektualci vse kaj drugega kot pa izobraženca. To pa pač res izgubijo pravzaprav nek kompas, pravzaprav te ljudje. Kaj se sme, kaj se ne sme, kaj se mi pa če zgoditi. Ja, pa tudi, veste kaj, nobenega trga ne čutijo. Oni so vedno zmagajo, dobijo posle, oni nimajo nobene tekme pravzaprav. To so zlato žlico, kot pravijo, v ustih rojeni, in to je za njih nekaj popolnoma normalnega. In tudi tako vehementno to razložijo, da človek res se začudi, kako dobro se jih pela. Ampak okej, problem je zdaj, ni zdaj problem, pustimo zdaj to, ampak kaj bo z tega nastalo? Ali bojo kakšne posledice ali ne, to me zanima. Ali bo se vse pod preprogo pometlo in bodo te ljudje še vedno na teh položajih, naš župan Ljubljane je nezamenljiv in nedotakljiv. Ampak to se ne da pomesti pod preprogo. To je zdaj na spletu. Ja, očitno... Vsakič, ko bo župan odprl... Pa se smo tudi razmišljali, da bo Golob oziroma Svoboda, da bo glede na vse to, da nemogoče, da sploh jaz sem razmišljal, da bojo v parlament prišli, če bodo, tako naprej. Gledajte, ne?
Tle nima zdravo pamet, nima tle nič zraven, veste, ne? Te procese. Ne? Tukaj gre za ideologijo, še enkrat gre za čustveno ideologijo in tukaj razum je odklopljen. Popolnoma drugi mehanizmi odločanja, izbiranja in tako naprej. No, poglejmo zdaj 3 izjave Roberta Goloba, jih bomo zavrteli drugo za drugo, kjer govori seveda o narodni enotnosti brez SDS-a, o boju proti korupciji in seveda o tej krizi, ki prihaja. Poglejmo. Jaz sam si želim čim širšo koalicijo. Zakaj? Zaradi razmer v svetu. Jaz bi si res želel imeti vlado narodne enotnosti, v kateri bi bili praktično vse stranke z izjemo SDS. In ravno na to temo je pa potekal danes pogovor. Druga točka, poleg interventnih zakonov, je bil sistemski boj, spravi spremembe, tudi zakonodaje, za sistemski boj proti korupciji. In vse stranke prisotne, vse, brez izjeme, smo se strinjali, da takoj naslednji teden, najverjetneje že v ponedeljek pošljemo osnutek, začnemo na tem delati. Ma ne to, i on je, pazi, 51%, on je gazda. Znaš ti koji je meni trebao napor se učiniti, bolam da njega umolim da on od toga ostupi i da kaže, dobro, hajde ja ću 15%. Pa, znaš šta to znači, pa ko ti to uradio, pa? Pošto je nosioc tam toga projekta, ti znaš, moj jerani prijatelj Robert Golob, shvataš, što je doktor, što je bio, sve znam. Ja, haj Robertu, molim te, učini ovo radi mene, prihvatili 15%. A ja ću tebe kao Roberta Goloba ubasti vam kod sebe u firmu, u Intrade. Ma ne, kod sebe u Intrade, ba ti si moj jaran, jebi ga, pa i zajedno ćemo se boriti pa u pizdu vatra. I to je tako prihvaćeno. Zato je po tom osnovu ostalo 15%. No, te zadnji posnetki so bili narejeni že pred časom, smo jih videli, pa se tudi ni nič zgodilo na podlagi tega. Ampak to, lejte, ta frivolnost, ne, zdaj pa narodno enotnost, brez teh, brez onih, se človek ne more verjeti. Ja, to brezumno, v nekem smislu noro, da izločiti tretjino Slovencev, da imamo enotni. In korupcija, ki mu je bila prinesena na krožniku z makaroni, dobesedno jo ima tam. Ja, mislim. In da vse to je čudno. Sistemsko bomo zdaj. O tem so že govorili, kako ljudje pravzaprav nekritično ga vzamejo, tudi njegove, vse, kar je do zdaj se dogajalo, ravno nasprotno tistim, kar govori. Ravno nasprotno je treba vzeti stvari in potem nekako se lahko orientiraš. Korupcijo, vse tem prisluhi, vse te stvari, poslušaj, on govori o korupciji, kot bi lisici dal kokošnjak varvati, veste, to je neumnost. Ampak ljudje pač očitno se da, ne? Pri nekih Slovencih očitno se je takšna klima, tako smo, takšni smo očitno. Jaz včasih res se čudim, kako je to možno. No. Ja. Težko razloži človek. Pozdravi pameti ne. Se pravi, so neki drugi mehanizmi, kako funkcioniramo. In očitno smo tako zelo nepotrpežljivi oziroma zmožni marsikaj prenesti in se ne dvignemo. Ne. Naprimer, da se bi to, kot se v Srbiji dogaja, v takšnih zadevah. Ja, lejte, Srbija je na nogah že 2 leti. Je v luft skočila in tako naprej. Pa nas tega ni, ne. Ni te prebojne energije narodu. No, in seveda je kolega Bojan Požar napisal, in seveda so tudi zdaj drugi mediji to povzeli, da recimo pravi takrat v tem tednu danes na kosilu pri Kovaču Jernej Vrtovec, Anže Logar pa Zoran Stevanović, v bistvu so se dobili, oni na nek način najbrž oblikujejo nek tretji blok. Ja, neki se dogovarjajo verjetno. Ja, zdaj, če pogledamo Jerneja Vrtovca, pa tudi Logar, pa tudi Stevanović, oni so vsi imajo in so imeli in so zagovarjali kot program boj proti korupciji. No, se je tudi Svoboda. To je prva točka. Ja, Svoboda pa zdaj na lepem. Ne, ampak, lejte. Vsi zagovarjajo enako. Isto, lejte, to je ogromno ene megle, ki se spušča. Da se verjamem, da seveda je to mora biti, da bi morali biti. Kaj se bo pa res speljalo, koliko je možno v našem sistemu, ki je prestreljen z vsemi temi kadri in tako naprej, ki je vse počiščeno, zamenjeno. Kaj poslušajte potem, kako je to? Vse imamo organe pregona, imamo tako naprej, ampak kako funkcionirajo?
To je vprašanje. Kaj pride na dan, koga se preganja, koga se pa ne. Se ga ne sme, v nekem smislu. Kje se pod preprogo pometa in kje ne, se vidimo sami. Nekateri so nedotakljivi. Določene ljudje v Sloveniji pač se jim ne more nič zgoditi zaenkrat. Zaenkrat, dokler je sistem tako postavljen. So kriti. Sistemski boj proti korupciji je napovedal Golob. Kaj je pa zdaj napovedal? Kajti Anže Logar želi neko posebno skupino. Je bilo že vrženo iz teh pogovorov. Je že rekel Anže Logar najprej program, pa bomo videli. No, pa tudi ta program, se veste, kako je s temi programi. Sem malo skeptičen, da bo to zdaj pa kar naenkrat vse drugače. Z istimi ljudmi. Z enakim načinom razmišljanja, z enakim pogledom na življenje, na človeka in tako naprej. Ne moreš sprememb. Ne moreš z istimi sredstvi drug rezultat doseči. To je že Einstein govoril. Ne moreš enako se vesti, enako razmišljati in tako naprej in pričakovati drug rezultat. Ja, ne mogoče. In tukaj smo pravzaprav malo naivni, da tudi Slovenci, da pač sledimo temu. Se zdaj pa bo. Ja, ne bo. Je treba res radikalno poseči teh stvari. Italija je imela pred leti akcijo Čiste roke, so zamenjali, je bil posebni sodnik, posebni tožilski del, ampak tudi tega sodnika so ubili. Na jugu Italije je avto eksplodiral. To se pravi, tudi Italija ni mogla tega storiti. To je tudi mafijske posle. Ja, no, sej, o čem pa se pogovarjamo. Vse to je to. Smisle o mafiji. Vse to je v bistvu isto. Tukaj je denar, tukaj so interesi, tukaj je to vlada svetu. Kaj potrebuje Slovenija? Kaj pa vem, kaj. Neko posebno skupino tožilcev, posebno skupino sodnikov. Kako to, seveda potrebujemo, logično, samo kako to dosežiti. Da bi res bili neodvisni od katerekoli oblasti. To je iluzija v nekem smislu. Ampak saj nekje, da je nekje. Vse tudi krivi so opozarjali glede sodišča, da je ustavnega, da je treba uravnotežiti, pa je lev. Pa tudi mnogi levičarji poudarjajo potrebo potem, da je nekak družba, da funkcionira, da je treba uravnotežiti pravzaprav te poglede na življenje, na politiko, če hočete, tako naprej. Da so uzurpirali totalno. Vse veje oblasti so pač uzurpirane. To ni rečeno, da so si slabi, ampak človek mora, kot so govorili, mora preživeti. Tudi tisti, ki razmišljajo drugače, ki vidijo, kaj se dogaja in tako naprej, so tiho, ne morejo, ker izgubi službo, se pravi, eksistenca je tukaj. Kot je rekel Dedjar, že pred leti, se spomnim, smo bili pri njemu na obisku z dr. Ruglom, je rekel, pa držite za stomak. To je bistvo. Zakaj človeka lahko potem vodijo oziroma ga utišajo? Za želodec te primejo, se pravi, a boš preživel ali ne. Ja. Tako, če si sam še nekako si lahko, borc, nekako boš že se znajdel. Če imaš družino, otroke, ja pa niso več heci. Tukaj pa treba preživeti. Tudi na tej se igra, na tem področju, da ljudje držijo za ovratnik. In seveda gre za eksistenco v zadnju, potem kasneje. Zaradi tega mnogi ljudje, da ne gre samo za konformizem kot takšen, da so ljudje masa kot takšna, da je konformistična, da se pač prilagaja trenutnim svojim lastnim potrebam in ciljem in tako naprej in drugo ni važno. Ampak gre za eksistenco. Ja, ampak z vidika te eksistence, ali je Slovenija zrela za nek tretji politični blok, tako kot zdaj ta trojček, Vrtovec, Nova Slovenija, Fokus, pa SLS in potem seveda Resnica ali pa Demokrati Anžeta Logarja, skupaj imajo 20 glasov, ali pa mi potrebujemo nek blok samostojnih podjetnikov, že govorila sva o doktorju Štrancarju, pa še nekaj je močnih podjetnikov v Sloveniji. Kaj zdaj mi potrebujemo? Nekoga, ki ga ne bodo mogli zagrabiti za želodec, tako kot ste rekli. Tega bo že kako diskvalificirali. Tukaj je treba na tem področju, ko zdaj govorila, da je v vseh teh strukturah vladajočih od sodstva do policije in tako naprej, nek uravnoteženje dosežiti. Potem bo možno še nekaj. Tukaj je pa tako enostransko, kot je zdaj, vse v zadnjem mandatu Golobojem, da se je dogodilo, ker je vse počiščeno, samo naši in tako naprej, potem pa to nemogoče. Nemogoče. Kako zdaj so to neko uravnotežje doseči, to ni stvar, veste, samo odločitve, pa bomo zamenjali ene z drugima. Zdaj je ista situacija. Kako res prečistiti narod, da bo lahko res zdravo in
Problem Slovencev je še vedno pravim, nimamo kritične mase, premalo nas je. Intelektualci, se pravi, ko so že pregovorili intelektualci, izobraženci in ta svet slovenskega in tudi katolištvo, če hočete, da je bilo izgnano oziroma pobito. In nimamo tega srednjega sloja, umanjka ta srednji sloj, ki je pravzaprav srce neke naroda, je zginil, ga ni. In je lumpen proletariat prišel na oblast in še vedno jo ima. In ni odčistili. Naprimer, Hrvati popolnoma drugače funkcionirajo. Kljub temu, da juga smo jih mi zviška gledamo Slovenci in tako naprej. Ne? Pa so nas že prehteli in še drugi pa Čehi pa tako naprej. Pri njih prejš jih je več in se ta čistka ni dogodila v takšni meri kot pri nas. In prosperirajo. Tudi njihove fakultete, veste, so na višjem nivoju kot pri nas. Bežite študirati v Zagreb ali pa v Ljubljano, pa boste videli bistveno razliko. Tako da tukaj imamo mi problema, da pravzaprav smo vse to, kar je bilo jedro in srce naroda, smo izgnali. In to ne moreš kar nadomestiti potem. To je katastrofa. In to je katastrofa za Slovence. Ja. In ni več tega narodne zavesti, popolnoma. Se vidite, kako je s tem domoljubjem, v nekem smislu, ki ga polna usta, dobro, leva stran niti nima, gre za internacionalizem, še vedno ta Marksova ideja živa zelo, na narodi se bojo zlili in tako naprej in bo internacionalnost prevladala, to je še vedno komunistična ideja, ki še vedno silno živa v tem našem prav Sloveniji, pa tudi ki je na katastrofa. In tukaj ne more se očistiti. Veste, mi imamo lahko neke mokre želje, da bi bilo, kako bi bilo, če bi bilo. Veste, tukaj je res nekaj totalen preporod. In to je proces, ki bo trajal bohekole generacij, če bo. Če ne, kaj se bo zgodilo s celotnim Zahodom, kot gledamo, ne samo Slovenijo, kam gremo z vsem temi. Ampak jaz verjamem, sem kljub temu optimist. Ker te zlo, ker dejansko tukaj lahko na tem nivoju zla gledaš, ki ni usmerjeno v življenje, da se zruši samo vase slejko prej. Ampak, kakšne so posledice za generacije in generacije, pa druga pesem. Ja. No in seveda Katedrala svobode, to je krog nekih intelektualcev, je seveda objavila, tole seveda z tega kovanca evropskega slika je Plečnikova ideja za parlament. Zdaj Katedrala svobode je pač neka skupina, ki je uporabila tudi ta znak oziroma načrt Plečnikovega parlamenta. Oni so seveda opozorili, in to je res, da javnost še vedno ni videla nobenih dokazov o vpletanju tujine v nedavne volitve. Niti da je neko podjetje Black Cube sodelovalo pri teh posnetkih, niti da je SDS to naročila, torej nič. In oni pravijo takole, da ni zločina brez zakona, tako začnejo, in pravijo, da bi pristojni organi morali takoj v 24 urah potrditi ali pa zavreči Golobovo obtožbo o veleizdaji. Ja, to je neumnost. Seveda, ampak glejte, ljudje so nasedli. Ta lumpen proletariat, ki voli, tako kot ste vi rekli, lumpen proletariat, je nasedel na to veleizdajo, ki se vleče še ta bolševistična ideja iz druge svetovne vojne na slovenskih tleh. Spet neki veleizdajalci. To vedno sovražnika dobiš. Vedno imamo sovražnika. Če ga ni, ga naredimo. Tako to je. In da imajo mehanizme, obvladajo, bivši komunisti, narekovajo, ki nekje še vedno je života v Sloveniji, obvladajo ta sistem zelo dobro. In tukaj so mojstri, znajo manipulirati vrhunsko. So se izučili. In to so dobri učenci bili svojih učiteljev. Glejte, se v ustavi piše, zdaj navajam, kdor s silo ali grožnjo ogrozi obstoj Republike Slovenije. Kdor poskuša spremeniti ustavno ureditev ali strmoglaviti najvišje državne organe. Pa kdo je to naredil? Seveda ne. Ampak tudi mediji. Čakajte, da tega člena nihče ne potegne in to reče, dobro, kaj je veleizdaja, navajam. To so pač neke bombastične besede, značilne za Goloba, ki tudi, kot bi prej rekel, hitrejše zgovori kot misli, stvari. In potem ne bo pa, ker glede na osebnostno njegovo strukturo, se pa ne bo pa umaknil teh zadev še. Zdaj, koliko je to načrtno,
pravzaprav izjavil te stvari, ne, da v tej borbi za oblast in tako naprej v tem predvolilnem obdobju vprašanje, ne, da, ampak to se ne dela. Ne. Takšna izjava ne pove nič o Janši, pove o Golobu. Kakšen človek je on, kako funkcionira, kako te stvari, kaj je pripravljen napraviti za to, da ko odločita Janši samo za oblast, se spomnim, to sem pa gledal na televiziji, drugače nisem ne gledam teh stvari, da je slab človek in da mu gre samo za oblast. Ja, kdo reče slab človek? Čakajte malo, to reče on, ki se bori tudi za oblast, da to očita nasprotniku, nelogično, butasto, prostite, ampak ljudje pač tako. Vse jih da zmanipulirati. Te mehanizme so pa že govorila. No, ampak tudi manipulacija Sove. Ne nazadnje smo zdaj slišali, da imajo neko najeto stanovanje vis-a-vis prostorov SDS-a, ne? In zdaj na tem Google posnetkih ulic je celo zamegljena ta hiša, smorte misliti. Tako da bom šla jaz prav osebno pogledati na Trstenjakovo, pa jo slikala, da jo drugič pokažemo v oddaji. Kakšno je zdaj to stanovanje? Kje to je? Kako je to res, kaj je, ne? Če je potem je alarm, da naprimer Sova, lahko že to je, če je res to, ne vem, da to pač lahko rečemo, da je to propaganda desnice, da zdaj to skuša. Neki udbovski špicli. Vprašanje, ampak če je res to, da je Sova leta in leta nadzirala sam SDS, ne? In vhod, kdo hodi noter in ven? Da je zelo vprašljivo, kje smo, ne? Smo res diktaturi ali kaj. Ne? Ja. In seveda očitaš Janši, da je diktator, sam pa si pravzaprav počneš ravno to. Ne? Se to je značilno, ne? Da primite tatu, ne, upije tat, ne, tako, približno, ne, ta način funkcioniranja. In ljudje pa vse ljudje ne razmišljajo, še enkrat. Ne. Ker ni kritične mase. Zaradi tega, ne, Slovenci, koliko smo, en drugega poznamo se, 2 milijona, mi govorimo, da se 2 milijona pa nas ni, ne, da je 1.800.000, ostali so priseljenci, ne, ki mnogi so se seveda asimilirali, so Slovenci v nekem smislu, ampak ne, kljub temu, ne, počasi izginevamo in tukaj dejansko ne moreš potem, veste, da se res oblikuje nek blok, ki je močen potem, ne, da je tudi v svojem neagresiven, ampak prodoren, veste, s svojo idejo in tako naprej, ne, to se razvodeni. In takšen narod je enostavno voziti, ne. Da, na primer, si pravim, da človek zdravo pametjo, da voli, oprostite, Goloba po vseh teh 4 letih, nekaj ni v redu. Pa po teh posnetkih korupcije, se pravi, po vsem tem, kar se je dogajalo, nekaj da mora biti v redu. Pa ne nazadnje tudi recimo, dobro, tudi lumpen proletariat, kot ste imenovali. Ja, pa so žaljeni, vse ne gre za to. Ja, ampak vendar ne gledajo kriminalne filme, ne, pa da bi neka vohunska organizacija prišla, pa da bi z plačilno kartico z vizo plačevala evro, karkoli imajo, hotel, pa se veste, da tole ne gre. Zdrava pamet, da je izraelska obveščevalna služba vmešana v naše, poslušajte, ki so vrhunsko izvežbani, da pa oni takšne pečate pustili za sabo. Ja. Poslušajte, pa se s kartico še udba jih ni. Ja. Tako da je to noro. Ampak gledajte, to prime se, ne, očitno, dokaj se prime, bo tako funkcionirala naša dežela, naša družba bo funkcionirala, ker uspe. Očitno uspeva. Če ne bi uspel, bi neko drugo mogli najti, neko drugo tehniko prepričevanja in prepričanja ljudi. Ampak očitno zaenkrat še to pali. Ampak gledajte, ta zmešana ženska zunanja politika, ki je bila v osnovi hamasovska, ta nam je naredila to godlo. Ker zdaj so pa odstopili od te tožbe proti. Bog je kaj v zadju. Ja. Te indici, da pravzaprav so Izraelci rekli, dragi moji, zdaj pa če ne nehate, bo pa še kaj prišlo ven hibele. Verjetno, ne. To si lahko človek predstavlja, neka logika je tle v zadju, da se je nehalo to in da so tudi odstopili od tega. No, ampak sicer ta naša zunanja politika, kakšna feministična ali kaj? Ja, tako bilo rečeno. Pa kaj to pomeni? Ne vem. Meni nikoli hodila je v arabski svet, kjer zatirajo ženske. Tja je hodila ves čas. In se slikala. Feministična, kakšna skovanka, da človek ne more razumeti. Ne. Kaj to pomeni pravzaprav? Ne? En velik blef. Vsem. En velik blef. Se prodaja meglo in Slovenci jo radi kupujemo. Nažalost. Ne.
Se pravi, ni dovolj kritične mase, še enkrat, ki bi, se pravi, intelektualcev, ne, katedrala, ne, ki ima so zbrani te intelektualci, te pa res intelektualci slovenski, ampak ne, nobene te prodorne prebojne moči še vedno ni. Ne, zdrav razum Slovencev, ne, tukaj zbran skupaj. Ne. In kaj bi se zgodilo, ali pa se mogoče bo, ali ne vemo, če bi prišli na dan tudi posnetki Smodeja, nekega slovenskega Epsteina, tako pravijo? Ne vem. Zaenkrat se še ga tišči vprašanje, če bojo prišli. Ali pa morda bo kdo lansiral, ne? Ja. Če so neki. Ne? V naslednjem koraku. Ja, verjetno, lejte, v zadju so igre, ne? V zadju so, jih imajo potem lahko na vrvici, če imaš neke takšne, ne? Neke vedenje in tako naprej se ne uporablja, ne? Takoj, ne? Da se udarja, ampak se manipulira z njim. Ne? In če se to dogaja, ne? Da sam, lejte, jaz sem že delež, nisem niti politični komentator, niti ne vem kaj, da bi to bil posvečen, ampak skušam razmišljati za neko zdravo pamet. Ja, in temu, kar vidiš, potem pa nek stališče do tega zauzeta. In ga v priliki, če vidiš, da narobe je ta stališče ni dobro, narobno, da je narobe, vidiš, ga tudi zamenjaš lahko. Hvala Bogu, da to pamet še imam. Ne? Ampak, če me prepričajo, da pač odstopim od svojega rigidnega razmišljanja, videnja, lahko tudi ideologije rekel in tako naprej. In tukaj imamo pa, se pravi, problema. Torej, vele izdaja, zdaj če povemo še mi malce tako splošno, ne, ali pa razumljivo, je korupcija. Vele izdaja je to, da ti ukineš dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, da še vedno nimamo nekega spomenika osamosvojitve. Vele izdaja je vse to, kar smo gledali ta teden pred volitvami, konec koncev tudi ti posnetki, a ne, to je vele izdaja. Zdaj imamo pa seveda neko Katarino Bervar Sternat, ona je pa prijateljica Nataše Pirc Musar. Zdaj, in ona je zdaj postala šefinja KPK-ja. Povejte vi meni, mislim, v tem prvem govoru bi jaz pričakovala, da bo omenila Nino Zidar Klemenčič, pa prejšnjo pravosodno. Mislim, te posnetke. Ne, ona se bo borila proti korupciji. Se iz gnezda, tako komu to, ne. Dajte, no. Ta domačijska politika, ne bi jo žlaki rekel, da svojim priskrbimo položaje in tako naprej. Očitno gre za to, da se tle se ne da skrita, da kakorkoli že predsednica države lahko zdaj zagovarja to, ampak ne moreš svojega prijateljca postaviti na takšno mesto. Ne. Pričemer je iskala različna mesta, ne? Ja, če to ni korupcija, to je katastrofa. Ja, tukaj smo, ne. To je ta tragika pravzaprav, ne. Ta negativna selekcija, ki se dogaja že leta in leta. Ne? To je negativna selekcija. Da postaviš na mesto prijatelja, ne pa človeka, ki je sposoben to voditi, ki bi lahko res neke preboje napravil in tako naprej. Ne? Ti, ki so sposobni neke preboje narediti, neko spremembo, so umaknjeni, oziroma so se sami umaknili. Tudi tisti, ki bi lahko ta naš narod peljali neki svetli prihodnosti naprej, če se tako izrazimo. So umaknjeni, oziroma so se umaknili, ker noče več upravljati s tem. In ta gospa je dobila na krožniku makaronov praktično vse korupcijske zgodbe Slovenije. Točno to. Pa ni nobene odprla. Ja, pa tudi, ja, točno to. In kaj se bo odprlo, kaj se ne bo, koga bomo diskvalificirali, tukaj ima to moč, ne. In se diskvalificira, ne. No, sej. Pa pogledajte, sej tudi premijer Golob, ki še vedno je rekel, da bo odstopil čim bo, ker še na takšen sume. Sej on sam. Ja, on sam je v tej zgodbi. Tako. In to se ne bo nič zgodilo, logično. Verjamem, da ta korupcijska komisija tudi Golob ne bo obsojen, dokler bo to takole. Mislim, da bo negativno do njega. Ne. Razen še bo hodili krogi, ki so ga lansirali, tudi znebiti. Da bo preveč moteč za njih postal. Te krogi so prostozidarji? Kaj pa vem, ne poznam toliko tih prostozidarjev, da bi vedel, da je res to, ali je res ta prostozidarstvo, je to bolj nek bav. Verjetno, da imajo neko moč, če je kapital v zadju in denar, potem seveda imajo neko moč. In tajnost, ker ti nikoli ne veš, kdo je s kom povezan, ker na zunaj ni, pa je. Ja, to vodi k korupciji, ne? Ja, seveda. Ja.
No, seveda, prvi v vrsti teh, ki bi pa res moral odgovarjati za to, kar je počela prejšnja vlada, je Simon Maljevac. Ta je pa, poglejte, zasnoval sistem, za katerega zdaj po volitvah tudi vlada ocenjuje, da ne deluje. Ne. Vsem pobira 1% ali celo 2 zaposlenim, iz upokojnin pobira denar. Pobrali so do zdaj 150 milijonov evrov preveč, ga dali v proračun, ne vemo, kam je šel. In zdaj ta teden pa ugotavljajo pravzaprav, da je tudi ta cena v domovih za starejše občane za 40 milijonov prerasla tisto, kar so načrtovali. Načrtovali so 28, Zavod za zdravstveno zavarovanje zdaj protestira. Jaz mislim, da je pa to oseba številka 1 na tem spisku, ki bi jo res bilo treba sankcionirati. Kaj vi menite? Ne bo sankcioniran. On bo odšel tako, kot enega veš zraven in pomedemo pod preprogo, gremo naprej. To je naša praksa. Ne? Te ljudje, ki bi res morali odgovarjati, ker so odgovorni za neke stvari, nobene odgovornosti tukaj. Pa kako je možno, da pobira denar? Dobesedno je to kraja, ne? Če smo čisto odkriti, brez načrta pobiraš. Ne. Tako da, gledajte, njega se ne bo preganjalo. Nedvomno, da ne. A so že koga? Ne spomnim se. Se ne spomnite? Ne? Vi ste novinarka, vi bolj posvečeni v te zvezi. Jaz se tudi ne spomnim, da bi nekega politika potem zaradi njegovih odločitev, ki so bile katastrofalne, tudi za narod, kdorkoli preganjal. Tukaj ni nobene odgovornosti. To je tragika. Ne? Že odgovornost takšen človek bi moral odstopiti, že zdavne in tako naprej. Ne? S nekimi dejstvi, ampak ni govora. Ne? Tudi odstopi se ne dogodijo pri nas, razen neki sendviči ali kak so bili neki poslanci, ki so kradli tam, ali kaj je bilo. Pa nekateri so bili odstopljeni, naprimer, kot bivša ministrica z nekim pršutom tam na Primorskem nekaj bila. Znaš pa za resne stvari, ker gre pa res za neko korupcijo. Ali pa je res tako naiven oziroma, toliko prosite izrazu, butast, da res verjame v tisto, kar so počeli. Ja. Jaz ne verjamem, da samo njegovem zelniku zrasli. To je pač nek program, ki mu tudi drugi delajo, sugerirajo, drugi vodijo to, on je samo pač minister kot takšen. In koliko je to njegovo. Verjetno cela grupa, cela ekipa in v zadju pa boh je kakšna prelivanje denarja, ki se dogaja po ministrstvih in tako naprej. No in sistem dolgotrajne oskrbe, ne, ki pravzaprav služi samo 20 tisoč ljudem, ki so v zavodih za starejše. Ne. Vsi ostali do odločbe ne pridejo. Za tiste, ki vstopajo, velja prejšnji zakon očitno, za te nove že nove. Jaz to tega ne razumem, kako sta lahko 2 sistema v tej dolgotrajni oskrbi. Zdaj, če se prijavljaš, boš po starem sistemu začasno, ali sploh ne razumem, kaj so naredili. Jaz samo vem, da je grozno. Ne. Ljudje sprašujejo, mamo bi dal v dom, zdaj pa ne dobim odločbe, pa čez 2 leti pa sistem ne deluje. Pa kako je to možno? Možno. Naša dežela je pravzaprav, Slovenija je res razsuta, kar se tega tiče. S to vlado, da je celoten sistem Slovenije se razsul. Ne deluje, nič ne deluje, ne, v nekem smislu. Koliko 300 ali 400 ali 500 zdravnikov je več, ne? Ja. Vrste so zmišljene in tako naprej. Ravno včeraj sem na skupini, smo veliko zdravnikov tudi pri meni v skupnosti. Sem rekel, poslušajte, pa kaj zdaj tem, ker je neka zdravnica, ki je vedno več ima dežurstev, naprimer, ne, in vedno več obremenjena. In tako naprej. Sem rekel, pa kaj se vas je več zdravnikov, ne, zdaj te. Je rekla, ja. Ni tako, ne, kot vse skupaj. Vedno slabše, vedno hujše, vedno teže je, vedno manj nas je v nekem smislu in tako naprej. Ne. In nam sporočajo nekaj, to je isti princip, nekaj za ljudstvo, se jim sporoča, v zadnje se pa popolnoma druge igre igrajo. 30 tisoč stanovanj, kje so? 30 dni do specialista. Ne, racionalno, putasto. Ja, in stari so to volili. Točno to. To je grozno. Ja, nerazumno. Ja, težko, ne moreš z razumom to razložiti, ko smo že govorili o tem. Ni to razumno. In zdaj mi iščemo neke razumne razloge, zakaj je do tega prišlo. Ja, seveda, stari časopisi in tako naprej. Ne. Ta zavest pravzaprav, ne, ta bivše juga je še vedno tako zasidrana, da je to nekaj neverjetnega. No in ta bivša juga nastopa zdaj seveda
temu županu Jankoviću se mudi. Ne? Zdaj smo videli, da je na tej parceli, kjer teče kanal C0, nek Mehmedović, varnostnik Mehmedović, ki ga najema Janković, je pretepa ljudi lastnike. To je gospod Jernejc, ki je bil pretepen. In takole so potem tudi ležali na tleh. Zdaj poslušajte pa, kako je to možno. Pa on je lastnik parcele, on je prišel na svoje. Kako lahko najameš nekega Mehmedovića, da bo pretepal lastnike? Ne rečejo, ne nazivajo Jankovića kot župana, kot šerif. Ne? Dejansko kot v westernih se to dogaja, zakon ulice. To. In zakaj se dogaja? Zato, ker lahko, jaz temu rečem. To je res, pa mudi samo. Zato, ker lahko. Če bi ga ustavili, nekako se spodobil v neki demokratični državi, to ne bi mogli dogoditi. In dejansko nismo demokratična država v tem kontekstu, ali ne? Naven smo krasni, vse tudi Severna Koreja, demokratična država, ki se imenuje, in tako vse te. To v zadju pravzaprav prihaja do neke terorja v nekem smislu do tega in tukaj z demokracijo nima nič zraven. In Janković počenja, kar hoče, že skozi. Seveda z zadovoljenjem, z ozadjem, ki je. In si lahko privoši to in izgublja potem, veste, tudi mal občutek, kaj se še spodobi in kaj se ne. Dejansko ga nima več potem človek, ne. To postane on, ne. Ni to, on je to, Janković je to. Osebnost kot takšna postane, ne. In to je tragika, ne. In to mirno gledamo in Ljubljančani ga bodo volili še naslednji, če bo kandidiral. Mislite? 100% sem. Ne, pa tragika je tudi to, da veliki Milan Kučan, da tako rečem, ki je napovedoval vse, kaj bo po volitvah, naslednji dan po volitvah, pretepajo Slovence na lastnih parcelah, a se je Milan Kučan kje oglasil? Ne. Bog pomagaj, no. Ja, to je res. Res je katastrofa, ne. Kar se tega tiče, v tem moralnem, duhovnem smislu, pa res smo na dnu. Slovenci, ja. Ko tole vidiš, in nobene reakcije, oziroma še celo tak je bil pretepen, da bo kazen zaplačen. 400 evrov, ko je bil v bolnici, v klinični center so mu prinesli položnico. Je sramota, mislim. Sramota, ja. Pa to na očeh ljudi, veste, ne? Niti, da se bi to skrili, ali karkoli. Ne, vse to je vidno, ne? In ne odreagira. A bo Kučan kaj rekel? Ne bo. No, lejte, če je ta župan res, tako kot je rekla bivša pravosodna ministrica, pač župan 10%, najbrž se tu mudi zaradi evropskega denarja, zaradi tega, mogoče je bilo že kaj plačano, lahko da so te 10% bližje plačani, pa jih je treba zdaj realizirati. Kaj vi mislite, kaj je tukaj za? Ne vem, kaj je vse v zadju, ampak nekaj sigurno je, nekaj, ki je povezano z financami, z denarjem. Prav gotovo, se tukaj se svet vrti okrog tega, in tudi način funkcioniranja. Lejte, vsa stroka se je bila zadnjič v nek intervju s metodo Fikfakova, da je tako je, prav tu je sedela. Čistega vina nalila in tako naprej. Katastrofa, ne. Ja. Sežigalnica tudi. Ja, no recimo sežigalnica. Saj imamo naslednja tema sežigalnica. Zdaj spet sežigalnica, spet letimo v to sežigalnico. Ampak tukaj je korak nazaj stopil, ne? Se pravi, bo referendum. Referendum. Lahko si mislimo, kako bo videti na predčasnih volitvah, kaj bo s tem referendumom. Dejansko on se ne boji ne sodišča, ne referenduma. Se nima zakaj. A ne dotakljiv. Pa to ne zadnja leta. Leta in leta že. To se je njemu govorilo že v krogih, ki sem sedel, ne. Njemu se mora nič zgoditi. Pa se je tudi sam povedal, da se mora nič zgoditi. Dokler bo tako, potem nimamo možnosti, da se v Sloveniji res kaj premakne v pravo smer. Ni možno. Preprosto. Ker je v zadnje tako močno, ne. Ampak prav ta dva projekta, recimo C0, ki nam bo zastrupil vodo, ker nam bo, ker te cevi bodo nekega dne začele puščati. Zdaj so lahko perfektne, nekega dne bodo puščale. Ali pa poplava se lahko zgodi. Potres. Takrat ne bo več Jankovića, ne bo več tega nature, ne. Pa sežigalnica ravno tako, ker je to vse v bazenu teh oblakov. V Ljubljanski kotlini sežigalnica napravi res norost, ne.
Glede na podnebje, v katerem je klimatske razmere, to pa res človek ne more razumeti. Ampak, Ampak glejte, na drugi strani samo denar, je samo Aleš Primc, če smo čisti iskreni, ki se za to bori. Samo on. Drugače pa neki intelektualci, Ljubljančani gledajo stran, si ne upajo, niso samostojni podjetniki, tako kot je dr. Štrancar. Kaj se dogaja? Dogaja se to, kar je govorila že celo oddajo. Tukaj je to ozadje. Dogaja se to, da smo Slovenci utopili v nekem smislu. Utopili že naš narodni značaj, vedno smo bili hlapci, že Cankar o tem govori in piše, za hlapce rojeni. Očitno je to del nas. Ni tega preboja, ne bo. In jaz ga ne vidim še zaenkrat, da bi se res kot uprli temu vse skupaj in jih res počistili, kako se spodobi. In seveda je Golob počistil tudi medije. Zdaj prav ta teden je Erika Žnidaršič spet vodila Tarčo in ona je pa zdaj, morate misliti, čeprav so imeli cenzuro, ni bilo oddaje, je zdaj praktično tiho, ko so zamenjali urednika Tarče Boštjana Kogovška in je sama prevzela to uredniško mesto. Res je sicer, da je bila ona kot protestnica med temi nikogaršnjimi hlapci, ampak glejte, mirno je prevzela, zdaj protesta ni več, zdaj pa sama urednica. Ta tišina je moteča. Ja. Ko človek temu rekel, kaj je vse v zadju, ali so grožne, ali karkoli, ali boke kaj, tudi eksistenčno, ko smo že prej govorili, ali boš pač na cesti, ali boš kar boš, in izbere manjše zlo. Jaz ne vem, kaj je v zadju vse, kaj se dogaja, kaj je to, ali jo držijo, strahujejo, Bog ve, kaj je v zadju. Ja, kaj pa vem, kaj še rekel. No, saj sama je rekla, da tiste politične stranke, ki so jo kritizirale, naj jo zdaj ne podpirajo. Ampak seveda se lahko jo kritizira vsak, konec koncev občani, politične stranke. Dejstvo je, da je ta televizija očiščena tudi zaradi teh, ki v tem sodelujejo, konec koncev to so ti. Ti zamenjajo urednika, si tiho in si zdaj pa ti urednik. Tako že revolucija žre svoje otroke, dobesedno. Dobesedno, To se dogaja. So koristni idioti. Uporabni samo tako, dokler koristijo, potem jih pa na stranski tir potisnejo in neusmiljeno. Tako kot Klokočar Zupančičeva, ki je ni več v parlamentu. Hvala Bogu. To je malo tako rečeno, ampak ok, ne. Ja. Dokler je koristila, ok, potem se je treba pa znebiti, ker postane moteča. Njim samim. Dokler pa koristi, pa je. Rdeči čevlji gredo pa v muzej čevljarstva. Jaz upam, da bodo tudi ven šli. To je pa res neumno. To je pa naš nivo. Potem pa razmišljate, kako bo prišlo do nekih prebojev in razmišljate, če je to naš nivo, potem ne more se drugega zgoditi, kot so, da je tako, kot je. Ja, so pa tisti, ki si upajo, med njimi je tudi ravnatelj Gregor Pečan. On je pa seveda izgubil službo, bil je v gimnaziji, mislim, da Kočevje, in seveda on je dejansko rekel dijakom, pojdite jokat mamam. Namreč, kaj se je dogajalo? Ker je bilo večkrat je bilo ocenjevanje, tako da so dijaki izbirali, bom pisal, zdaj ne bom pisal, bom potem, in skratka je to rekel. In zdaj je on izgubil službo in zdaj je na delovnem. Zaradi tega stavka. Seveda, ker je se grdo obnašal. Z otrok. Ja, spremenil pravila ocenjevanja in so ga seveda razrešili. Potem so protestirali dijaki. Ja. Itak pri nas je potem ta protest. In zdaj je on na delovnem sodišču rekel, da ne bi šel več v službo. Star je pa, mislim, da je star 63 let. Na stara leta, leto pred penzijo ga odstavijo. Ampak on je bil glasen zagovornik učiteljev. Mi smo ga velikokrat vabili v oddaje, ker je on tudi vodil skupino, torej to skupino ravnateljev, je bil zagovornik njihov. To je zanimivo, kako ga je poklicna skupina izločila. To je zanimivo. Da so ga učitelji tudi Tudi, ja, tako. Ja, lejte.
Zdaj, Bog, vidite, to je to, ne smeš razmišljati, mislim, nekaj popolnoma logičnega in zdravega je, se pravi, da otroke, to je naš način razmišljanja. Bog var otrokom karkoli reči, frustrirati jih, ne. V zadju so mame, ne. Ravno mame so tiste, ne, ki ponavadi so tako hiperprotektivne in tako naprej, da pravzaprav svoje vzgajajo nesposobne že za življenje. Očete so pa umaknjeni. Zdaj, če en takšen moški lik pride in kaj tazga reče, je to že skoraj za sovražni govor, da to so Bog vara, da si vse stroka tudi pade po tebi, ker je pa popolnoma noro. In te otroci dejansko, se vidite, kaj se dogaja po šolah. In on je pa se odreagiral popolnoma normalno, ampak zaradi tega, da zgubi službo, poslušajte. To je tako. Eno leto pred penzijo. Ja, nisi vreden niti toliko, da bi penzijo počakal. Ni važno. Pa ves čas jih je zastopal. Pa dvignil je glas za njih. Vedno. Smo ga mi bili v vse oddaje. Ja, verjamem. Evo, to je to. Tako funkcionira, ne. Moraš tuliti v isti rok. Ne. Tudi v tem kontekstu, ne, da te hiperprotektivne vzgoje, ki zdaj pravzaprav odnosa do otrok, v družinah in tako, mislim, no, Bog var, to rabo je 2 ure, da odpredavamo to, kaj se dogaja. Tukaj, in on je pač žrtev tega. Ker niti kaj tazga ne smeš ukreči, ki je popolnoma logično, normalno in pravzaprav zdravo tudi za te mularijo, da pravzaprav da vidi, da nek red mora v življenju biti, da morajo nekaj tudi napraviti neke stvari. Ne. In te so pravzaprav, te otroci, veste, in tudi so tako pomehkuženi, da pravzaprav, kako bodo šli v življenje, se ne znam predstavljati. Vse se spomnite morda, ko so ti prostovoljci v vojsko, so se pritoževali, da morajo skletce delati v vojski, so šli na tiste vaje in tako naprej. Ne. Pa tudi mame, ne, naprimer, telefonirajo že zgodaj zjutraj, tudi v vojski, ravno včeraj mi je prav en oficir. Ta filozofija pravzaprav pogleda in odnosa do mladine, do otrok. Da mame že zjutraj v 8-7 telefonirajo to oficirjem, ne, da če je njihov sin že vstal, pa če že zajtrk pojedo. V vojska, ne, te, ki imajo te prostovoljne. To je to, ne. In zdaj, če rečeš otroku nekaj tazga, ne, katastrofa. No, on je rekel, dejal je, nagovor dijakom je to bil, ta ne bi bil sporen. On je rekel, da so se mu smilili starši, ki cele dneve delajo, pa so vzgojili tako bolehne otroke. Seveda je pa podatek pa je bil, da recimo strojni tehnik tam manjkal poprečno 132 ur na leto, gimnazijec 130 in ekonomski tehnik 128 ur. Toliko so, bom rekla, špricali, no, mislim, bili odsotni otroci. Odsotni pa dobijo pač podporo, jih starši pokrijejo, da se pravi, dajo upravičila in tako naprej. Ne? In zato so ga leto pred penzijo. To. Kako bo zdaj odločilo delovno in socialno sodišče? Ne vem. Ali bo. Ja, če odloči, da ga kaznujejo, narekovajo, vprašanje, kako jim bo naročeno. Ja. To se pravi, vidite, nauk te zgodbe je bolje, da si v Sloveniji tiho. Ja, točno to. Ja. Tiho bodi, ne? Tiho bodi. Glej v tla in boj se Boga. Ja, glej v tla, dobro, to je zdaj dobra istočnica za našo naslednjo sliko, glej v tla. Mogoče pa zato taka ideja, da bi mi, poslušajte, spomenik samostojni in demokratični Sloveniji, bi bil takle, ampak glejte, tole je v Ženevi, tole je na trgu Place du Monard v Ženevi, to so neki tlakovci, ki se svetijo in to, kar predlaga naša skupina nekih arhitektov in umetnikov, je v bistvu plagiat. Tudi mi naj bi imeli takle spomenik za osamosvojitev. To je plagiat iz Ženeve in pod ta naš plagiat so pa podpisani Alen Ožbolt, Denis Hitrec, Tadeja Urh, Tjaša Tahirović, Erika Sirotić, oziroma Erik Sirotić, se opravičujem. Kako je to možno? Kaj bo zdaj? Kako je to možno?
Da si upamo, ker veste kaj, to tudi mečkam želimo, ne, se vsi potujemo po svetu, pa a si vi mislite, da kakšen Slovenec ne bo v Ženevi videl, bo šel po telem zvečer, v večernih urah se tele lučke prižgejo, ne bo odšel po tej ulici pa videl tega plagijata, bo rekel, sej to imamo mi, ali kako. To je tudi podcenjevanje v Slovencev, da si ti upaš predlagati takole idejno rešitev, da na trgu Republike v časih revolucije stojita še naprej 2 spomenika revolucije, Kardelj pa revolucija Tršarjeva, ampak Slovenci bomo pa morali gledati v tla, če bomo želeli obeležiti to samostojno državo. Ja, lejte. To, če človek, mislim, ima svoje mnenje tudi o tem, da ti ni morda všeč ali da tako kot vi zdaj govorite, da vas bodo diskvalificirali, da pojma nimate o umetnosti, arhitekturi, lepem in tako naprej in tako naprej. Ne? To je zdaj, gledajte, seveda plagijat se ne bi smel zgoditi, ne? Ampak mirne duše. Nikome ništa, bi rekli južnaki. To pravzaprav kaže na duh v naši deželi. Ne? Da neke stvari, ki se ne bi smele zgoditi, so popolnoma normalne in naravne za nas, za Slovence. In to sprejemamo brez, da bi se... Prvi že stroka je problema, ja. Že sama stroka, da kaj ta zaprije, more biti nekaj šokantnega, more biti ne vem kaj, ampak zakaj plagijat, ne zastopim tega, zakaj so nekaj svojega zmislili, nekaj originalnega in tako naprej. Ne? Ampak gledajte, tudi očitno v tem kulturnem ministrstvu, ne kdo ima to, če je verjetno ministrstvo za kulturo, ali kdo to... Mislim, da je bilo ministrstvo za obrambo, je dalo ta razpis, pa potem zbornica za arhitekturo je to predstavljala, kdo pride v izbor, ne, potem je že tukaj, ne, že zopet gre za ozadju za neke domačijske posle, verjetno, ne, da ker se nekomu da, ne, omogoči, da zasluži in tako naprej. Korupcija, če hočete, da je zopet ponovno. In tukaj imamo, ne, da je ta kriterij, da si naš, da si blizu nekomu, da dobiš potem arhitekturne rešitve in tako naprej. Na osnovi tega potem smo pač, kjer smo, tudi na plagijatih na koncu, pa na raznih inštalacijah, če hočete in tako naprej, ki zdaj prodajamo kot veliko umetnost v tem modernem našem času. In potem, če ti to ni všeč, pač ne zastopiš umetnosti, ne razumeš, nimaš estetskega čuta, razvidega in tako naprej, te skušajo dopovedati. To je to, negativna selekcija se kaže tudi na tem področju. Ne samo na političnem, na izobraževalnem, če hoče ali kjerkoli, v vodstvenih strukturah naše države, če hočete, ampak šolah ali pa kjerkoli, kjer pač ima država oziroma ima nastavljene javne službe, pustimo zdaj privatne, ker tam pač so druga pravila in se potem to odraža tudi na tem področju. Ampak gledajte, zanimivo je, da je to bila skupina avtorjev. To je prva zanimivost, da ni en sam, ki bi bil odgovoren, da se to malce porazdelilo. Pa razmeroma mogoče mladih, neznanih avtorji, recimo Kipar, Alen Ožbolt, pa arhitekti Denis Hitrec, pa Tadeja Ur. Alen Ožbolt je profesor na tega ne vem. Skratka, neki ljudje, ki jim bo ta plagijat na nek način umazal kariero, ne? Ne, v slovenskem prostoru, dajte no. Pač, da. To imajo položaje, imajo moč s tem, položaj da tudi moč, kakšnim kriteriji so to zbrani, da oni pridejo in da je njihov projekt izbran, se pravi, nekdo tudi o tem odloča. Kaj stismo, ki odloča, to je problema. Smo zdaj, oni so pač žali to idejo, Bog pomaga, takšna je, ali sprejemaš ali ne sprejemaš, ampak tisti, ki odločajo, kaj bo, niso oni. To je vprašanje. In tam gre za to negativno selekcijo. In bohe, kaj je v zadju tudi, zopet finančno in tako naprej. Da lahko že v vsaki stvari sumimo na to, da je v zadju res, da se ponavadi je v zadju denar.
No, ampak to se vidi, no, to je plagijat, pa še ni primeren. Ne? Če mene vprašate, neprimerno tako obeležje za državo, da hodim po njej. Se ne razumete na te stvari. No, ampak isto je v Ljubljani, ne, lejte, himno imamo ugravirano v tla, ne. Se hodi in pluva po njej. Hodi in pluva po njej, pa nič. Ja, nič, to je zdaj, pač to so novi moderni, oziroma ne, ja, sodobni pogledi, ne moderni, sodobni pogledi na umetnost, na življenje, na svet. Mi smo malo dinozauri, stari, veste, ki ne razumemo več tega sveta. Tako nam pač skušajo dopovedati. Ja, zdaj, če končava z doktorjem Štrancerjem, ne, zdaj vprašanje je s tem njegovim veliko komentiranim, to so komentirali že praktično mnogi mediji, predvsem spletni mediji, to, kar je predlagal. Ne. Med drugim pravi tudi, ne, recimo, da boj proti, da temu bruselskemu diktatu, o katerem smo prej govorila, ne, sledijo slepo vse slovenske stranke. Boj proti fašizmu, nacizmu, komunizmu, gnilemu globalizmu ter nemški nadvladi. Boj proti ilegalnim migracijam. Povezovanje s podobno mislečimi zunaj Slovenije napoveduje. Cilj je oblast mladim, sposobnim ter delovnim, ki bodo Slovenijo zopet postavili na prvo mesto po razvitosti med vsemi državami, ki sta jih teptala Stalin in Tito. Za začetek bodi dovolj, konča. Ne? Zdaj povejte mi ta drugi del tega zapisa. Zdaj, ali ima kakršnokoli možnost? Ne. Ta hip ne. Je pa to, bi bilo lepo, da bi se to res šlo v to smer. Ni možnosti, lejte, že prvi, ne, boj proti fašizmu, nacizmu, komunizmu. Ne. Ja, komunizmu, ker zbrišmo, ker ga pač ne, pač pri nas se to ne dogaja, nismo tega sprejeli. Ne, pa je Evropska parlamenta sprejel to deklaracijo, mi smo se distancirali od tega. Komunizem ne. Fašizem ja. Ne. Govorimo, seveda, vsi smo fašisti zdaj že, ne, ki takole govorimo, razmišljamo, ne, v našem zdaj diktatu svobode, ki živimo v svobodi. Ja, ne. Da že tukaj ne, treba nek preboj napraviti. Da se bomo zazrli in priznali pravzaprav svojo realnost, kje smo. Da bo res enkrat do te sprave opevane res prišlo. Ne. Vprašanje kdaj, ali sploh je možno v tem času, mislim, da ne. Ker ravno se kuri, ne, ker je pravzaprav ta polarizacija pravzaprav namen ozadju, da obdržijo svoje položaje, denar, ono, treći, četrti in tako naprej. Boj proti ilegalnim migracijam. Tu pa je Evropa zdaj naredila korak naprej. Upam, da tudi pri nas, da bomo ilegalnim. Ne boj proti migracijam so vedno bile in bodo. In tudi prav je, da ljudje, ki so nemočni, ki bežijo in za življenje, pravzaprav bežijo zaradi tega, da se živi ostanejo, ne može jih zavrniti v nekem smislu. Ne? Ampak ilegalne, ne? Tukaj pa nedvomno je potreba nekaj red narediti. Neko normalno demokratično državo bi morali pravzaprav tukaj biti jasni filtri. Kdo sme, kdo ne sme in kakšni so pogoji res jasni. Ilegalno pomeni, da je to pravzaprav, to se ne sme zgoditi amen. Ne? Probajte vi na Tajsko iti ilegalno, če upate. Ne? Ali pa ne nekje takšno državo. Ali pa Ameriko stopite ilegalno. Na misel ne pride, ne? Na misel ti ne pride. Ne? To jaz podpiram. Ilegalne migracije treba seveda urediti, tako kot se spodobi. Migracije, ilegalne migracije, to je razlika. Ne. Zunaj Slovenije je bilo dobro, ja, da se povežemo, tam so samo tabeli, ne? Zunaj, ne? Tako jih percipiramo. Bežali so, se pravi, ko so si rešvali svoje življenje, da jih niso pač pobili v Hočevu in drugih teh in tako naprej, ne, so bežali zaradi tega, da so preživeli. In imajo to trdno skupnost v Ameriki in Južni Ameriki in Kanadi. Ne. In mi jih percipiramo še vedno, ne, uradno, seveda, kot tiste, ki so pravzaprav sodelovali s okupatorji in tako naprej, čeprav se zdaj kaže vedno bolj, kako so. So protikomunisti. Protikomunisti, točno. Ja, tako, to. Še vedno imamo to, ne. To nalepko še vedno nosijo in če pridejo tudi nazaj, ne, da so bili v nekem smislu diskvalificirani oziroma tako. In jih tako špionira neka kvazi sova. Ne.
Ja. Celo oblast mladim, ja, to je bilo to res, hvala Bogu, ne, da je na oblast mladim. Ne, oblast mladim lih sam mladi, ne, mora biti tudi te stari, ki imajo modrost. Ne, da, kako pritegniti in mlade in stare in predvsem te stare, ki so in bi bili zmožni voditi ta narod, kot sem prej govoril, od Petriča, če hočete, pa do teh, ki nočejo več sodelovati v teh zadevah, oziroma so jih odrinili popolnoma na rob. To bi eno z drugim morali biti, seveda pa mladim dati možnost, da prosperirajo. Ne. Saj ste, če gre že negativno selekcijo, oziroma že to, na fakultetah, ker se dogaja in tako naprej, ne, da s tem sistemom in filozofske in FDV-ja, dobro, na tehničnih je malo drugače, pa tudi tam že vprašanje, ne, da kvaliteta fakultet pada, logično, ker vse študira. Ne? Pa nas ima 80% ali koliko gre naprej na fakultete, v Švici ima 40%, neč toliko manj. In ni več poklicev, redko kdo se ne izuči za obrtnika in tako naprej. In logično, da kvaliteta, se pravi fakultet, pada, ker se prilagodi pač temu, kar pride na fakulteto. Bolj sposobni, manj sposobni in tako naprej. In ta Gaussova krivulja se je pomaknila na levo. In to tudi ven prihaja. Kakšen kader prihaja ven? Ja. No, ravno danes berem, da je zdaj pa manjše zanimanje za družboslovne fakultete. Ravno hvala danes. Bogu. Hvala Bogu. Ja. Sej tudi je nujno potrebna družboslovje kot takšno, ne delaš tega, da je samo zdaj tehnično in tako naprej. In tudi, jaz tako pravim dostikrat, da tudi kdor je tehničen izobražen, mora tudi družboslovno biti izobražen, da lahko prosperira v tem današnjem svetu, ne, da ne moreš biti fah idiot. Ampak to, kar je pa naše družboslovje zdaj šlo in kam gre celoten zahoden svet, ko smo že prej govorili o tej prebojenski agendi in vsem teh teorijah, je pa norost, kar se dogaja. In je dobro, da mačken manj študirajo tega. No, ampak ravno tu se pojavi vprašanje, ali ima to desno konzervativno gibanje kaj več možnosti kot gibanje, ne pa kot politična stranka? Kot gibanje jaz verjamem, da bi bilo boljše, da je nek takšna. Koliko bo prišlo to v zavest ljudi, je drugo vprašanje. Biti pa treba vztrajen, ne? In čim več takšnih prodornih ljudi pridobiti na svoje mesto. Mislim k sebi, da lahko pričajo, da lahko govorijo o temu. Sam leste, dokler bodo tako porinjeni na obrobje, ne, naprimer, da tudi se jih bo ignoriralo od sredstev javnega obveščanja, časopisi, televizije in tako naprej, da potem je malo možnosti, da prije do zavesti ljudi, ne? Zlasti starejših, ne? Jaz sem prej govorila, da te mladi, ja, in upam, da tukaj, da te mladi, ne, ker je tukaj toliko na teh drugih možnost, ne, pravzaprav teh forumih in tako naprej, ne, da se pride to v zavest in mladi so na tem živijo, ne, v teh digitalnem svetu. In tukaj se je pa tudi izkazalo, ko so prej že na začetku se rekli, ne, mladi so volili desno, ne, se prav to opcijo. Ne, in če bo to kaj, ne, počasi prodiralo, potem je upanje, da se bo ta norost levih, zdaj ne levih, pogojno rečeno, izrinila z te naše družbe in zavesti. Upajmo. Upajmo, no, naj bo to dovolj za tokrat. Doktor Perko, jaz vam voščim blagoslovljeno veliko noč. Hvala za vaše komentarje. Prav tako tudi vam blagoslovljeno veliko noč in hvala za pozornost. Nasvidenje.